spremenilo status? Ja. No, takole. Evo. Ups, kaj mi pa zaha. Tako, zdaj nekaj ljudi se še prijavlja, tako da jaz bi mogoče minutko počakal, pa bomo potem takoj začeli. Samo še minutko, dragi vsi. Takole. Zdaj pa ne vem, Laurenc, veš, potrebno je biti tudi pozoren na to, če bo kdo še slučajno se nahajal v čakalnici, da se ga spusti not. Bom to jaz uredil. Tako, vse potem bom pa tudi jaz. Takole, lepo pozdravljeni vsi z moje strani. Jaz mislim, da mene več ali manj vsi poznate, Tomaž Grošovnik. Zraven vsega ostalega sem prodekan za mednarodno sodelovanje, tako da v tej vlogi sem tudi danes z vami, seveda zato, da vam predstavim pravzaprav enega ključnih, skoraj da bi rekel, najpomembnejših elementov mojega dela, in to je skrb za to, da greste vi, naši študenti, na izmenjave ven. Prednosti tega so številne. Preden se lotim te svoje kratke predstavitve, samo da vas informiram, kako smo si danes ta, recimo temu, informativni dan o Erasmus izmenjavah za naše študente zamislili. Najprej bom jaz povedal par stvari, tako čisto na kratko. Upam, da čim bolj slikovito. Za mano bo kolegica Marjana Pregarac vam podala nekaj tehničnih informacij v zvezi, kako se dejansko prijavite na mobilnost, kaj imate na voljo, na kakšne roke morate biti pozorni, in ta del je seveda ključen, ne. No, potem v sklepnem delu pa že vidim tukaj nekaj naših dragih študentov. Andraža vidim po dolgem času, mu kar lepo pomaham. Juri je tam, nam tudi maha, in nam bodo še študenti, ki so že na izmenjavah ali pa ki so bili na izmenjavah, na kratko predstavili svoje izkušnje. Takole, ja, zakaj iti na izmenjavo? Razlogi res ne bi morali biti boljši, kot so. Vsaka izmenjava razširi pogled študenta, ne samo na stroko, ne. Po eni strani tudi na stroko, vedno je fino slišati stvari še od drugih predavateljev, ne samo od teh, ki jih imaš na svoji matični instituciji. Meni je bilo to zmeraj vodilo, ko sem sam bil študent, zmeraj sem se povezoval s čim širšim krogom ljudi in mislim, da je bilo to kar uspešno znotraj moje stroke. Tako da to je tudi za vas definitivno zelo zaželeno, da si to obzorje razširite. To je en tak, kar se tiče stroke, ne, skratka, znotraj pedagogike se utrdite, slišite stvari še iz drugih ust, zvenijo drugače iz drugih perspektiv in to definitivno obogati. Ne samo to, kar tam zveste, veste, ampak tudi to, kar se tu dogaja, vam postavi v nek kontekst. Skratka, dve stvari dobite, drugo informacijo in iz druge zvratno nase gledate drugače. Absolutno ključno. Naslednja stvar je ta, sam si nekje v tujini in se mora znajti, mora živeti. Že ko greš kot študent živeti od doma v neko drugo mesto, je to izziv, kot veste, ne? Ampak ta izziv, da si v tujini, je pa še dodaten in je res takole, no, zna biti malo, ko dobiš lahko cold feet, kot rečejo temu Angleži, ne, tremo, ampak po drugi strani je pa to zelo, zelo, zelo nagrajujoče. Jaz sem bil v Ameriki daleč proč sam in je to name takrat naredilo res pomemben vtis. Tako, no, res dobiš občutek, da znaš poskrbeti sam zase v lifeu, kako naj rečem. Zelo pomembna stvar. Tako da to, drugo so pa seveda razne izkušnje, ne. Glejte, obštudijsko življenje je ravno tako pomembno kot študijsko življenje, ne.
in vam lahko obogati pač vaše izkušnje, tako da to je še en tak razlog, ne. Dobro, zdaj, kar se tiče naših izmenjav, ne, mi nudimo različne opcije, ne. Lahko greste v Avstrijo na izmenjavo, v Belgijo hodijo študenti, ne. Imamo tudi nekaj, vidim, da Bolgarija, Hrvaška, to se ne spomnim, koliko so bili, tudi za Češko, mislim, da nekdo je celo. Na Finsko so šli študentje, potem pa seveda Portugalska, Španija, in tako da to so glavne te države za izmenjave. Zdaj, praktične stvari, no, tudi, saj Marijana vam bo o tem spregovorila, lahko pa tudi vam jaz že na par takih reči predstavim, pa vam mogoče odgovorim. Seveda je glavno vprašanje vsakega študenta, ki odhaja na izmenjavo, ne, za semester, ne, tole, kaj pa bom zamudil, ne, oziroma kaj bom moral potem nadoknaditi, kako bo potem s priznavanjem teh vsebin. Mi imamo dogovor, sprejet na kolegiju dekanje, da Erasmus sporazume in priznavanja izpitov urejajo predstojniki oddelkov. Ne, se pravi, oni vam bodo pogledali ponujene vsebine na vaši gostujoči instituciji in jih primerjali z temi, ki jih imate vi, in skušali najti najbolj optimalno opcijo za vas, da se vam prizna to, kar se vam lahko prizna. Če niso isti krediti, da se vam vsaj del kreditov prizna. Tako da to smo poenostavili, ni vam več potrebno tekati sam od profesorja do profesora in zato skrbeti, ta postopek je zdaj lažji. Je pa gotovo tako, da gledajte tam, kjer se stvari 100% ne prekrivajo, pojdite do profesorjev, vprašajte jih, kaj smete dodatnega pripraviti za to, da lahko nadoknadite te obveznosti. Profesorji so pozvani in tudi sami motivirani k temu, da vam omogočijo izmenjave in vam bodo definitivno šli na roko. Samo komunicirajte z njimi, ne, na nek vljuden način, seveda, povejte jim svojo situacijo in gotovo se bo potem našla neka rešitev, ki bo sprejemljiva za vse in ki bo tudi ugodna. Nihče vas ne želi tukaj ovirati, vsi vam želimo pomagati. Je pa tako, da komuniciranje, še posebej vljudno komuniciranje, ne tisto, čuj, ti imaš kaj cajta, jaz imam problem, kako mi ga boš rešil, ne, to ne, ampak neko vljudno komuniciranje definitivno naredi nek vtis na profesorje in zmerom se lahko pogovorimo in najdemo optimalno rešitev za študente. To je, kar se tiče samih teh sporazumov, samega tega priznavanja, je pa tudi tako, ne. Zdaj, gledajte, vse tiste predmete, ki jih vi naredite in ki se vam neposredno ne morejo priznati, vse te predmete se vam potem vpiše v diplomsko listino in služijo kot dodatna referenca za vas pri delodajalcih. Tako da ne vržete stvari vstran, ne vržete jih proč. Dogovorjeni smo pa tudi, da načeloma, ne, obveznost na vajah za študente na izmenjavi ni obvezna, v tem smislu, da seveda ne morete biti fizično prisotni, če ste nekje drugje. Pač dogovorite se vnaprej, ne čakati, a veste, do konca maja, v juniju že, jaz sem bil na izmenjavi, kaj naj zdaj naredim, prepozno, danes piši, ne, oziroma včeraj. Piši in se dogovori, kako te morebitne manjkajoče obveznosti nadoknaditi, kaj narediti, kako to pripraviti, da boš imel potem možnost za gladko opravljanje izpita. Tako da, no, to je, kar se tega tiče, no, še z moje strani, čisto teh priznavanj in tako. Zdaj, kot rečeno, še tole, no, vi se prijavite, potem se sestane komisija, pregleda pač neko točkovanje, je v primeru, da vas je preveč za eno lokacijo, ne, da ni dovolj razpisanih mest, potem se z vami dogovorimo, vam ponudimo alternativno lokacijo in tudi to smo do zdaj še vedno lepo speljali, tako da ni bilo glede tega tudi ne težav. In mislim, da so bili študenti doslej glede tega zadovoljni.
Tako, zdaj bi jaz predal besedo Marjani. Vi, če imate kakšno vprašanje zame, boste ga seveda lahko zastavili še potem, ko bomo lahko imeli kakšno diskusijo. Po Marjani pa bodo na vrsti, kot rečeno, javljanja naših gostov, študentov. Tako, Marjana, izvolite. Evo, sem pripravljena, da delim. Zdaj pa mogoče mogoče samo tole, Laurence, če ti snemaš, lahko daš na speaker view, tako da se bo boljše posnelo. Veš, da ni gallery, pa da niso te kvadratke. Ne vem, kakor sam presodiš, da je boljše. Se vidi? Sliši, vse v redu? Ok. No, lep pozdrav še z moje strani, sem Marjana Pregarac, sem Erasmus koordinatorka za študentske izmenjave in zdaj vam bom poskušala čim bolj natančno in pregledno nekako predstaviti, kako izgleda v bistvu ta razpis za študijske izmenjave in tudi za praktično usposabljanje študentov za naslednje študijsko leto. Samo malo, da vidim. Tako. Torej, program Erasmus vam omogoča, da del študijskih obveznosti opravite v tujini namesto na naši instituciji, tako da greste lahko tam z namenom študija ali usposabljanja. Prijavite se vsi, ki imate status rednega ali izrednega študenta na dodiplomskih ali pa na podiplomskih študijskih programih. Pogoj je, da ne smete biti več kot 12 mesecev na izmenjavi znotraj ene stopnje študija. To pomeni, tudi če ste že bili na izmenjavi, greste lahko še enkrat, če ne presečete te kvote 12 mesecev. Poznamo nekako tako, ločujemo dve mobilnosti, dolgoročno mobilnost in kratkoročno mobilnost doktorandov. Pri dolgoročni mobilnosti imamo študijsko in praktično mobilnost. Obe trajata najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev, s tem, da če gre za študijsko izmenjavo, praviloma se gre za en semester, ker so tako nekako tudi organizirane te študijske obveznosti predmeti v tujini. V primeru kratkoročne mobilnosti doktorandov pa se gre lahko tudi od 5 do 30 dni. Obdobje mobilnosti za ta razpis je od 1.6. letos pa do 30.10.2023. To pomeni, če se boste zdaj prijavili in boste bili izbrani, boste lahko šli tudi na praktično usposabljanje, recimo že zdaj od junija dalje. Za študij pa itak gre se potem kasneje, ne. Če se odločite za študijsko izmenjavo, greste lahko na eno izmed institucij, s kateri imamo na fakulteti sklenjen bilateralni sporazum. To pa je razvidno iz priloge 1 k razpisu. Zdaj smo naštela samo države, bolj podrobno si pa prosim pogledajte sami. In sicer lahko greste v Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Finsko, Italijo, Norveško, Portugalsko, Romunijo, Španijo in tudi v Turčijo. Kaj vam nudi Erasmus izmenjave? Najprej je to, da greste v bistvu v tujino in ne rabite plačati nobenih šolnin, nobenih registracij, nobenih izpitov, imate dostop do laboratorija, knjižnic in skratka imate vse ugodnosti, ki jih imajo njihovi študenti, ki so tam redno vpisani. Lahko imate morda zaplačati kakšne manjše stroške, za kakšne zavarovanje, fotokopije, ampak kot pravim, isto kot velja za njihove študente. Največja prednost pri tovrstni izmenjavi je to, da vam nudi finančno pomoč in sicer ta je odvisna od države gostiteljice. Zraven razpisa imate tudi objavljene okvirne zneske, kolikor bi potem znašali v bistvu, koliko znaša ta finančna pomoč. Ta je okrog 600 € trenutno za študij. V primeru, da greste pa na praktično usposabljanje, pa je za 150 € višji znesek. V primeru pa, da greste na to kratkoročno mobilnost, pa so zneski od 50 do 70 € na dan, odvisno potem od obdobja, koliko časa boste bili v tujini. Tako, in če boste izbrani za izmenjavo, to ne pomeni, da avtomatično dobite tudi že to finančno pomoč, vendar morate zanjo zaprositi, ko dobite poziv strani Univerze na Primorskem in ponavadi to nekje junija. Poleg tega imate status študenta, dobite tam na tuji instituciji študentsko izkaznico
in tuja institucija vam tudi pomaga pri iskanju namestitve, bodisi v kampusu oziroma drugje. Zdaj pa študijske obveznosti, ta najbolj pomemben del verjetno. Ko greste v tujino oziroma še predtem se podpiše študijski sporazum, kjer se točno definira, kakšne so vaše obveznosti in tukaj, kot je že povedal prodekan, dejansko greste lahko oziroma se posvetujete s predstojniki študijskih oddelkov, lahko se obrnete tudi name, lahko za kakšno pomoč in potem vam bo dejansko že predstojnik nekako vas bo usmeril, kateri predmeti bi bili najbolj primerni glede na vaše obveznosti, ki jih imate na naši fakulteti, tako da se potem zberete kreditne točke. Za en semester se pričakuje, da imate nekje do 30 kreditnih točk zbranih. In ko pridete nazaj, potem dobite ta transkript of records, ta pripis ocen in na podlagi tega se potem sprožijo ti postopki za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti. Mogoče bi samo še to dodala, da tudi recimo, če se vam vsi predmeti ne bodo priznali znotraj študijskega programa, se lahko recimo priznajo tudi izven programa in se potem vpiše v prilogo k diplomi, tako da v vsakem primeru se vam nekako prizna tako ali drugače. Lahko se, če gre za izbirne predmete, nekoliko lažje, ker se lahko bi rekli v celoti nadomestijo z nekimi predmeti, ki jih opravite v tujini. Ukoliko pa želite, da se vam prizna nek obvezen predmet, se včasih lahko tudi zgodi, da vam je obvezen predmet samo delno priznan in potem tisto, mogoče kakšna točka ali dve, če vam zmanjka, lahko se potem dogovorite z našim profesorjem, da vam ponudi kakšno drugo opcijo ali bodisi boste pripravite kakšno dodatno seminarsko nalogo ali pa tako v tej smeri, odvisno k temu dogovore. Ampak kot smo že povedali, to morate dejansko še pred odhodom v tujino stopiti v stik s profesorjem in se dogovoriti, tako da ne pride potem do kakšnih nesporazumov. Če pa imate opravljene že vse obveznosti in se še vedno želite iti na izmenjavo, je to možno in sicer gre se v tujino pisati zaključno delo, s tem, da tukaj se nekako pričakuje, da že pri nas imate nekega izbranega mentorja, s katerim se že vnaprej dogovorite, kaj boste v tujini opravljali, da imate nek potrjen študijski program in potem tudi, ko pridete nazaj, se nekako pogledati, če ste opravili tisto, kar se nekako pričakovalo. Velikokrat je pa tako, da vam tudi v tujini ponudijo kakšnega mentorja, ki vas bolj usmeri in vam pomaga pri pisanju in tega zaključnega dela. V primeru pa, če greste na praktično usposabljanje, pa si morate sami poiskati partnersko institucijo, kamor boste šli na izmenjavo. To je lahko kakšna gospodarska družba, vladna ali pa nevladna organizacija v vseh teh upravičenih državah. Je sicer nekaj izjem, to so institucije in organi Evropske unije ter organizacije, ki upravljajo programe Evropske unije, ampak tudi to je točno navedeno že v samem razpisu. In če niste prepričani, lahko pogledate ali pa tudi me kontaktirate, pa bom jaz preverila. Prijava na razpis. Torej, ko se prijavite, morate poleg prijavnice, ki je v bistvu spletna, morate dodati tudi kratek življenjepis v slovenskem ali angleškem jeziku, motivacijsko pismo, ki je lahko v slovenskem, angleškem ali pa tudi v jeziku države gostiteljice, vendar naj poudarim, da koliko nam date v bistvu to motivacijsko pismo v nekem drugem jeziku, morate zraven vseeno priložiti tudi motivacijsko pismo v slovenskem in ali pa angleškem jeziku. In dokazilo o znanju tujih jezikov. Kar pa je najbolj pomembno, rok za prijavo je 28. februar in tega roka ne smete zamuditi, ker če zamudite ta rok, dejansko ne boste imeli možnost, da se ponovno, kasneje prijaviti na ta razpis. Možna izjema bi bila samo ta, če bi se razpis ponovil in bi dejansko spet imeli možnost za prijavo. Sicer pa, če zamudite rok, je za naslednje leto študijska izmenjava skoraj da zamujena. Marjana, lahko sam vprašam tukaj, kaj šteje kot dokazilo o znanju tujih jezikov? To je lahko, če ste recimo že na naši fakulteti upravili kakšen tuj predmet, že to zadostuje. Lahko je kakšno maturitetno spričevalo, ki dokazuje, da so upravili ta predmet, recimo nek tuj predmet, bodi si angleščina, pa če gre v kakšno konkretno državo, lahko tudi kaj drugega. Lahko pa tudi kakšno potrdilo nekih tretjih institucij, tako.
Vse to je pa tudi natančno navedeno že v samem razpisu. Tako da, to je to. No, če imajo pri nas recimo opravljen predmet tujega jezika, tega dokazila niti ni treba priložiti, ker lahko mi ga sami pridobimo. Vse to je tudi natančno navedeno notri, no. Tako če, to je to. Prijava, seveda se lahko prijavijo tako, da gredo v VIS oziroma ŠIS in dostopi z uporabniškim imenom in geslom. Druga opcija pa, da se gre na razpis, ki je objavljen na spletni strani in tudi tam je link, na katerega morajo klikniti, da pridejo do spletne prijavnice. Edino, kar bi poudarila, je, da preden se izpolnjuje prijavnica preko spleta, da si pripravite vse ostale dokumente, ker je nek določen čas, da vse to naložite, preden vas bi rekli spet že ven iz programa. V sami prijavnici pa označite 3 želene institucije po prioritetnem seznamu, kam bi želeli iti na študij, in to bomo tudi mi nekako upoštevali potem, ko se bomo odločili, kam vas bomo nekako poslali. In ali pa, če greste na usposabljanje, se pa vpišete državo. Komisija, ko je zaključen rok za prijavo, se skliče komisija, ki bo potem vse te vloge pregledala in tudi izbrala. Gleda se predvsem, kakšna je vaša motiviranost, in to se razbere iz motivacijskega pisma, zato vam svetujem, da zelo dobro, da se res potrudite in da ga dobro napišete. Tudi v samem razpisu so bolj natančno navedene vse točke, ki naj bi bile zajete pri točkovanju tega motivacijskega pisma. In tudi znanje jezika se upošteva in točkuje. In tako da imate potem možnost dobiti te, bi rekli, točke, več točk imate, večja je verjetnost potem, da boste izbrani za izmenjavo na tisto institucijo, kamor si želite iti. Možno doseči 35 točk, morate pa izbrati vseeno najmanj 10. Če ne zberete niti 10 točk, dejansko vaša vloga niti ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Tako da res tukaj, predvsem, kar se tiče motivacijskega pisma, se dajte čim bolj potruditi in pogledajte še enkrat v razpisu vse točke, kaj se ocenjuje. No, tako, zdaj nekako sem prišla skoraj že do konca. Mogoče bi samo še poudarila, kar se tiče tega learning agreementa, tega v tej fazi ne izpolnjujete in ne rabite skrbeti glede tega, ker včasih tem dobim kakšno vprašanje, kje dobimo obrazec learning agreement, tega zdaj ne potrebujete. Zdaj dejansko priložite samo to, kar sem omenila. Vse ostalo potem v primeru, če boste izbrani, pa se pripravi potem bodisi learning agreement, pa tudi potem, kar se tiče samih pogodb za financiranje izmenjave. Dodatne informacije so dosegljive na naši spletni strani, mednarodna dejavnost, Erasmus mobilnost, ali pa tudi na spletni strani Univerze na Primorskem, razpisi za študente. Bi pa samo na kratko omenila, da trenutno sta odprta še druga 2 razpisa, in sicer en je dodatni razpis za praktično usposabljanje, vendar se mora ta usposabljanje zaključiti do 31. maja letos, kar pomeni, da že aprila morate iti na izmenjavo. No, to je lih za nekoga, ki ima recimo zaključene trenutno vse obveznosti in že ima kakšen stik v tujini in bi želel to izkoristiti, je možno, vendar se mora v bistvu že kar hitro organizirati in se prijaviti. Rok je najkasneje do 4.3. oziroma dokler se ne porabijo vsa sredstva. In še en razpis, ki je tudi trenutno odprt, je pa razpis za mobilnost študentov v partnerske države, to je Erasmus K107, in tudi tukaj še nekaj prostih mest. Roka prijave ni in velja, dokler se ne zapolnijo vsa mesta. V tem primeru pa gre za mobilnost v Črno Goro in v Bosno in Hercegovino na naših partnerskih institucijah. Če pa ne najdete vseh informacij, pa še vedno me lahko kontaktirate, kadarkoli, bodisi na mail erasmus@pef.upr.si ali pa na moj osebni mail mariana.pregarac@pef.upr.si. Petro Zidar, to je pa institucionalna koordinatorka za program Erasmus Plus na univerzi, pa boste urejali potem vse zadeve, ki se nanašajo na
finančno pomoč. To bo v, bi rekli, naslednji fazi. To je bilo zaenkrat z moje strani vse, potem na koncu odgovarjam še na vaše vprašanje. Hvala lepa. No, najlepša hvala, Marjana. Tako, zdaj bi pa jaz kar predal besedo Laurencu, ki bo modeliral naše goste iz tujine ali pa tisti, ki imajo izkušnje iz tujine in vas bodo dodatno pač posredovali dodatne informacije iz prve roke. Edino to bi res rekel, kar je Marjana še enkrat poudaril, ne izpolnjevati, veste, kot imate te obrazce, to nikoli ne delate, tudi ne sem tudi kadarkoli v življenju, ko direkt noter pišeš v spletni brskalnik, pa se on osveži po 15 minutah, ko nisi nič naredil, ne, in ti vse zbriše. Vedno si pogledajte, kaj je treba izpolnite v Word, pa dajte copy-paste, copy-paste, copy-paste. To vsi delamo na ta način, ne. Nihče ne tvega več. Vsem se je to zgodilo, da nam je po 2-3 dni dela šlo k vragu in od takrat dalje smo se vsi naučili, da shranjujemo na ključku in še kje drugje v Word obliki take informacije. Evo, Laurenc, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj gremo pa od teorije k praksi. Pa bi mogoče najprej spoznali 2 zgodbi iz Finske in iz Genta, pretekli zgodbi. Jurij in Andraž sta že bila na izmenjavi, medtem ko sta Lenča in Krista pa trenutno in se nam bosta v živo javile iz Genta, iz Belgije. Zdaj pa najprej predlagam, Andraž, glede na to, da izgledaš nekoliko bolj moder, Jurij je pa tak mali pobalin še, tako da, Andraž, predlagam, da ti poveš, kakšne so tvoje izkušnje iz Genta. Pozdravljeni, ne vidim Jurija, tako da me prav zanima, kakšen je on, da sem jaz tako moder proti njemu, ampak hvala vseeno. Ja, me zanima, kaj boste oni 2, ki sta zdaj v Gentu, povedali. Zdaj, če začnem samo prijavo, kako je bilo, so se nekatere stvari spremenile, ker jaz sem se to urejal te zadeve že davnega leta 2018. Še ni bilo teh vodij oddelkov, learning agreement smo isto izpolnjevali, pa so bili še neki stari obrazci, pa je bilo treba najti nove, je bilo dosti komplikacij, pa da očitno se je to tudi še razvilo naprej. Glede samega pouka bi povedal, da pač je bila ena izbira možna v Gentu, to je bila Hochschule, kar je višja šola, torej ni univerzitetna, to sem zvedel potem šele, ko sem bil tam, kar je mogoče vplivalo na to, da je bila sama celotna snov, celoten proces malo manj zahteven. Ne vem, a je bil ali ni bil, no. Jaz osebno sem občutil, da ni bilo neki izjemno zahtevno, nismo imeli ogromno ur, nismo imeli ogromno nekih nalog za delati, je bilo pa zelo praktično, zato ker Belgijci sploh delajo veliko na tem, v tej smeri inkluzije in pa tudi praktičnosti. Tako da, kar smo imeli v razredu, v predavalnicah, smo delali ponavadi po skupinah, smo nekaj sestavljali, neke predstavitve, kakšne tudi fizične izdelke. Največ je bilo poudarka na tem v bistvu izmenjave idej pa izkušenj in znanja iz različnih držav, ker pač je bilo toliko različnih. Jaz sem imel to srečo, da sem bil v samem razredskem razredu. Nas je bilo okoli 70 in vsi Erasmusi. Ko sem spoznal še druge Erasmuse iz drugih šol, drugih smeri, ne pedagoških, so bili včasih tudi oni edini Erasmusi v razredu, vsi drugi pa Belgijci ali pa par Erasmusov. Tako da je bilo res fajn, da sem bil med svojimi nekako, ker smo imeli vsi podoben pristop pa naklep, kaj sploh delamo tam. Takrat ni bilo neki predmete, ki sem jih imel v Belgiji, niso lih sovpadali s temi, ki sem jih imel isti letnik na pedagoški fakulteti, tako da skoraj pri večini predmetov je bilo treba nekaj dodatnega narediti, kot je gospa Marjana prej povedala, neke dodatne naloge, seminarske in podobno, ampak se je pa dalo pač zmeniti vse, ne. Ampak je pa treba to prej doreči, zaradi tega, ker je vse pošlihtano, zapisano,
kaj moraš narediti, koliko točk moraš dobiti in tako naprej. Če še malo na kratko povem o Gentu, itak boste še tisti dve, ki sta že tam trenutno še bolj živo lahko povedali, ampak jaz bi samo povedal to, da zame je bila to res nasplošno čudovita izkušnja, sploh pa tudi zaradi samega mesta. Jaz sem bil v Gentu na obisku pri prijatelju, ki je starejši od mene in je bil tam enako na Erasmusu, če preden sem jaz sploh študiral. In ko sem bil tam, sem bil tako, jaz hočem iti sem na izmenjavo, čeprav še sploh na pedagoški fakulteti nisem bil. In ko sem pridem na pedagoško fakulteto, pogledam, kjer so opcije in je bil dejansko Gent. Sem začupatil in sem imel čudovito izkušnjo, ker je to staro srednjeveško mesto, malce večje od Ljubljane, tako da je dosti, kako bi rekel, intimno na nek način. Kolesari se povsod, kot Nizozemci, Belgijci tudi kolesarijo, tako da s kolesom prideš povsod. Kaj bi povedal? Recimo taka pomembna stvar, ki definira Belgijo, je, da imajo ločeno na dve regiji, flamsko in valonsko. Flamska je ta, kjer je Gent in govorijo flamsko, imajo pa tudi drugi jezik francoščina, ki je pa uradni jezik valonske regije, ki je pa južna sredina, južna polovica Belgije. Kaj bi še povedal? Mogoče še to praktičnost, da so znali, večina ljudi je znala angleško govoriti, to ni bil problem, kakor recimo sem poslušal v Španiji ali pa kje, mogoče nimajo toliko razvit angleščine kot drugi jezik. Oni se učijo že od začetka osnovne isto in imajo to osvojen. So sicer malce intimni ljudje, mogoče kot mi tudi Slovenci, rečemo, pač imajo svoje socialne kroge, ampak ko prideš na to krog, so prijateljski, znajo biti zabavljači tudi. Ogromno je študentov, sploh Erasmusov, tako da družabno, socialno, zabavno in drugačno življenje je tam zagotovljeno. Hvala. Hvala lepa, Andraž. Mogoče bi še izpostavil eno zanimivost iz tvoje Erasmus izkušnje, in sicer, ko si prišel nazaj, si bil malenkost bolj shiran, shujšal si gora, ne? Ja, ok, to super je treba omeniti, ja, ker je tudi pomemben podatek v bistvu. Torej, dobi se neko vrsto štipendije, denarno pomoč, ko greš v drugo državo, in Belgija je relativno dražja kot Slovenija. Nekatere stvari v trgovini, živila so iste cene, karkoli bolj luksusnega, če boš odzunaj kdaj jedel ali pa kakšen kino, ki je tam tudi do 15 evrov ali pa karkoli podobnega, so pa vse cene so višje. In jaz nisem imel kaj dosti prihranjenega, kar je bila napaka, zaradi tega, ker štipendija, ki sem jo dobil, se je zdelo na prvi pogled dovolj, ampak je definitivno za Belgijo treba imeti prišparano. Oziroma, ali pa tudi nekateri so delali, so bili zaposleni tam pri neko ponavadi kakšno lažje fizično delo, da so dobili še nekaj več v denarnico, da so shajali. To je dobro imeti v glavi, zaradi tega, ker so nekatere države na seznamu, kjer se ljudje vrnejo še nazaj z denarjem, ga imajo dovolj, Belgija pa ni ena izmed njih. In ker nisem imel dovolj denarja, sem shujšal v zadnjem mesecu in pol 3 kile, ker sem jedel riž in testenine, najceneje. Hvala lepa. Čisto na koncu, če bo ostalo nekaj časa, bova še eno zanimivost povedala, ampak do tega še pridemo, če bo volja in interes. Hvala, Andraž, za zdaj. Zdaj gremo pa k avtorju knjige Jurijevo popotovanje po Finski. Najdete jo na tem naslovu, ki sem ga dal zdaj v chat, čisto spodaj. Jurij je bil, kot sem rekel, na Finskem. Jurij, kakšna pa je bila tvoja izkušnja? Hvala lepa najprej za vabilo na tole srečanje. Ja, Lorenc, moja izkušnja je bila podobno kot Andraževa. Navdušil sem se nad Finsko, ker sem nekaj slišal, da je tam super, pa tudi s podobnim stanjem na računu sem se vrnil, tako da se da najti nekaj sporednic. Zdaj,
res toplo priporočam izmenjavo. Je to ena taka svojevrstna izkušnja, že prej je bilo omenjeno, kaj vse da izmenjava človeku. Dokažeš si, da zmoreš iti v neko tujo državo in tam preživeti 5 mesecev, pol leta. To je nekaj ti da, no. Potem so tu še poznanstva, do dan danes sem v stiku s prijatelji, ki sem jih tam spoznal. Je bila pa tudi tu ena sporednica z Andražem, da smo se nekako družili skupaj samo Erasmovci. Zdaj na faksu smo bili tudi skupaj s Finci, ki pa so pregovorno in v resnici kar nekako zadržani in njim je ta karantena jim je kar dobro dela, no, tiste, ki jih poznam, ker so imeli izgovor, da so se izolirali. No, ampak s temi Erasmovci, ki smo bili skupaj, to so ljudje, ki si 24 ur na dan z njimi, ker smo tudi živeli v isti stavbi in res pride do takih globokih prijateljstev. Tudi tam smo bili nekako podobno misleči in smo se potem še hitreje povezali. Tako da res toplo vam priporočam, izkušnja je bila nepozabna. Finska je država, ki če se jo obišče turistično, je kar stane. Mislim pa, da se da te stroške kot študent bistveno zmanjšati, imajo mnogo ugodnosti. Ne vem, če sem v katerikoli drugi državi dobil avtomatsko 10% popusta, samo če sem rekel, da sem študent, in to govorim lokali, to govorim biljardnice, to govorim trgovine z oblekami. To ima res en tak svojevrsten način. Tudi hrana, recimo kosilo v menzi na faksu stane 2,60 €, to je skoraj cenejše kot naši študentski boni, no. Ne vem, kaj bi še povedal. Kar nekaj je zapisanega v omenjeni knjigi, tako da mogoče, če ima Lorenc ali pa kdorkoli, kakršnokoli vprašanje. Še to bi povedal. Zdaj sem že v drugi službi od zaključka študija in na obeh razgovorih, ko naštevaš, kaj vse si v življenju dosegal, oba delodajalca sta zastrigla z ušesi, ko sem rekel, da sem bil na izmenjavi. In potem še, ko sem omenil, da na Finskem, tu pol zmeraj pade kako pod vprašanje, tako da je to iskana izkušnja, no. Je zanimiva ljudem, no. Tudi, če greste kamorkoli drugam, seveda. Ja, Lorenc. Ja, mogoče bi te vprašal samo to, kaj bi, če bi zdaj šel še enkrat na Finsko, delal drugače. Našparal bi več denarja, ker bi si tako lahko privoščil izlet tudi na Laponsko. Zdaj poleg Estonije, poleg Norveške, poleg Rusije bi potem lahko obiskal še ta sever Finske in srečo Božička. Tako ti pa zdaj ostane samo še verovanje v njega. Vprašanje, kako bo to zdaj? Mogoče napište v chat. Lahko to, jaz sem dal malo v glavnem ta povezava dela, samo nekaj sem prej hotel napisati, pa sem dal vmes, mislim, da vam bo odprlo, no. Je povezava deluje do Jurijeve knjige. Zdaj pa mogoče preden odpremo debato, pa se odpravimo še v Gent, Klenči in Kristi, potem pa bomo odprli debato. Lep pozdrav v živo iz Genta, ne? Ja, živijo. Gor sta zdaj 14 dni oziroma 3 tedne, če se ne motim, ne? Ja, približno. Ja, kakšne so vajine prve izkušnje? Je prišlo do kakšnega kulturnega šoka? Ja, moj prvi kulturni šok je bil, ko sem šla nakupovati hrano in v supermarketih nimajo glasbe. Tako da je celotna izkušnja precej depresivna. Si ne bi predstavljal, da ti to tako manjka. Druga je pa bila, ko sem mogla plačati 18,40 € za 10 plastičnih vrečk za smeti. Tako da to je bil tak drug katastrofalni dogodek zaenkrat. Drugače pa z pozitivne strani bi mogoče povedala tudi, da so ti domačini zelo prijazni. Pač recimo, jaz, ko sem prišla,
sem hodila po ulici in so prihajali nasprot kakšni pač domačini in se ti vsi nasmehnejo, te skoraj že pozdravijo. Ne vem, tako, zelo tak prijeten občutek, da so tako topli in da te zelo sprejemajo. Kar je pa še tako zanimivega, je pa, da zelo nimajo kavarn veliko. Mislim, in tudi tako ne kafetkajo, kot recimo v Sloveniji, ko gremo na kavo, pa smo tam 2 ure. Se mi zdi, da tukaj si tako, če grejo na kavo, se vzamejo za seboj in potem grejo okrog. Zelo niso nagnjeni na to. Pa lekarne so na vsakem vogalu. Povsod so lekarne. Na katerokoli ulico greš, zaviješ lekarno, zihar dobiš. Ja. Tudi ime je črkovano z drugače. Včasih je kanot, Ja. včasih. Je apotek, pa z enim ejem, pa z 2 ejema, tako da, ampak je vse isto stvar. Kot kebab v Sloveniji, recimo. Tako, ja, nekaj časa. Mogoče, čeprav sta komaj 14 dni oziroma 3 tedne gor, kakšne so še razlike med Koprom ali pa Ljubljano in Gentom? Pa najprej mogoče to vaju sprašujem, da vidim, kakšen govor boste imela, potem pa še Andraž tebe. Mogoče kampusi oziroma pač faksi na splošno stavbe so zelo tako zasnovane, tudi za, urejene za individualno in skupinsko delo izven predavanj. Torej imamo jedilnico, potem so pa knjižnice, pa še eni dodatni prostori, kjer v bistvu lahko izven predavanj, izven pouka sodeluješ študenti oziroma pač delaš te projekte sam. In so zelo usmerjeni v bistvu res, kot je že Andraž prej povedal, v sodelovanju v skupinah, pri predavanjih ali pa, mislim tako, na tak način. Je pa recimo naše znanje angleščine, če imate tak soliden B2 nivo, po najnih izkušnjah veliko boljši, kot je znanje angleščine Belgijcev. Vsaj teh, ki so na nizozemskem delu, ker oni namreč do srednje šole se angleščine v šolah ne učijo. In smo v bistvu, ker so oni zelo nagnjeni temu, da nas Erasmovce mešajo s belgijskimi študenti, tudi naša smer je v bistvu smer njihovih študentov. Se zgodi, da padeš v skupinsko delo, kjer si pač ti vodilni na koncu, zato ker je tvoje znanje angleščine toliko boljše, ne? Tako da to je pa mogoče tako, kar se študija tiče. Ja. Mislim, jaz sem v eni skupini pri enem predmetu, kot praktičen primer, sem v skupini, nas je 5 in so 4 Belgijke. 3 so z tega dela, ki govorijo nizozemsko, in ena je pa z tega dela, ki govorijo francosko. In ena iz tega flandrskega dela, in pač se res vidi, da ima precej težav pri angleščini, medtem ko ostale, mislim, se da z njimi normalno pogovarjati, ampak ni pa tu znanje, da boš zdaj bral neke članke strokovne. Recimo, oni imajo, če gledaš njihove laptope, to je kar standard, da pač pridajo z računalniki, ima recimo študijski material in ga avtomatsko v Google Translate vrže noter. Se pravi, kar učitelj sproti predava, ali pa profesor, pa kar se govori, kar se bere, avtomatsko takoj v Google Translate. Tako da tukaj je ogromna razlika. So v bistvu tudi Španci napredovali, če tako gledaš. Hvala. Ja, imate še kaj? Javni prevoz je tukaj zelo boljši. Veliko bolj urejen, poleg koles. Jaz sem ga dobila danes. Tako da držimo pesti, da bo vse v redu, da mi ga ne ukradejo. Tudi to. Ja. Kaj še kaj tazga? Mava napisan. Mava. Lepo pripravljene. Tiste točke. Imamo pa tudi eno vprašanje v klepetu. In sicer Mojca Simeonov sprašuje vse, kaj pa študirate vi, ki ste oziroma ste bili na izmenjavah? Ja, midve sva na razrednem pouku obe. Ampak sta še druge 2 študentke, ki sta pa iz pedagogike. Tako. Tako da to. Jurije RP, Andraža pa trenutno
Pedagogika. potem. Pedagogika. Pedagogika je bil, ja. Ja, drugače pa, no, to je res, ne, zdaj, za tiste, ki ne vejo, Belgija ni enotna dežela, tako kot je recimo Slovenija ali pa Avstrija ali pa Hrvaška, ne. Belgija je malo podobno kot Bosna. En del je tako imenovan flamski del, kjer govorijo nizozemsko, drugi del je pa francoski del, kjer govorijo francosko, materni jezik, ne, in to je en tak konglomerat država v resnici, ne. Zato sta Lenča in Krista govorili o teh jezikovnih barierah. Ja. Mogoče, Andraž, še tvoje izkušnje? Ja, je zanimiv, ker jaz sem prej obratno povedal, ne. Jaz sem imel drugačno izkušnjo glede angleščine, da so kar v redu govorili. Je pa res, da recimo, ko sem delal, ko sem bil tudi v razredu, ko sem bil edini ali pa med redkimi Erasmovci, so težko presedlali, kar je pa tudi, se mi zdi, klasika v drugih državah, kjer imaš neko manjšino, so se pač pogovarjali flamsk. In potem so bili, ja, ok, bomo po angleško zate. In potem so bili, nekaterim je bilo neroden in zaradi tega so bili potem še bolj, ko bi rekel, da se mi je mogoče zaradi treme bolj zatikali, kot neznanja. Ker večinoma izkušenj, ki imam, vsi so govorili, se opravičujemo, ne znamo tako dobro angleško, ampak potem je bilo pač čisto standardna angleščina. Drugač, vprašanje je bilo torej razlika Koper, Ljubljana, Gent. Ne vem, pač te stvari, ki sem že izpostavil, ja, ta prevoz s kolesi in pa tudi pač tramvaj, busi. Glede trgovin sem mislil, boste tudi to omenili, se prej zapirajo, to je bila ena taka stvar tudi. Me je čisto presenetil prvi ali drugi dan, ki se je še kar pretežno velika trgovina v 6:30 zaprla in je res, ali se v 6:30 ali pa 7, ne vem, ali so bile kakšne celo do 8. Je pa res, da potem obstajajo nekatere, ki so pa 24 ur, te so pa sploh namenjene kakšnim tem prigrizkom in pa alkoholu in so dražje, kot če bi šel na nek Petrol ali karkoli takega, ampak imajo več ali manj zvečer prihajajo kakšni študenti ali to, se zapre trgovina in skočijo še kaj. Ja, to bi bilo to. Hvala lepa. Mogoče Lenča in Krista, prej smo slišali gospo Marjano, ki je pač rekla o vseh teh postopkih, preden se odpraviš pač na Erasmus izmenjavo. Koliko realno ste imeli vi dve dela oziroma težav, oziroma ali bi mogoče kakšno stvar pa tudi pohvalili, ki so se zdaj zgodile, preden ste dejansko spakirali kufre in šle? V smislu birokracije? Ja, teh prijavnih postopkov. Mislim, težko rečeva, ker nisva spoznali oziroma nisva vedela, kako je potekal prejšnji postopek. Jaz sem imela recimo zelo pozitivno izkušnjo, ker sem v bistvu že v magisteriju, da so bili profesorji zelo odprti in zelo nagnjeni k temu, da grem. In ni bilo recimo nobenih težav pri dogovoru za learning agreement. Tudi kar se tiče prakse, ki jo tukaj upravljam, ni bilo nobenih problemov, da bi recimo mogla imeti strnjeno prakso, ker tukaj imajo, tako da imamo 10 tednov po en dan v tednu, kar je recimo drugače, kot imamo mi. In ni bilo težava za nek dogovor s profesorco. Ja, jaz sem imela mogoče malo več težav pri sami sestavi learning agreementa. Sam zato, ker tudi meni se niso, tako kot Andražu, poklapljali predmeti. Mislim, jaz, ko pridem nazaj, moram še, tudi tekom semestra moram veliko kakšnih priprave ali pa kakšne take stvari moram oddajati, ampak na koncu imam še kakšen izpit iz drugega semestra, ker se pač predmeti enostavno niso ujemali dosti. Mogoče sam z tega vidika. Tomaž, boste vi? Ja, jaz bi samo mogoče še prebral to, kar je v klepetu, ker če bo kdo gledal posnetek, ne vem, če bo lahko videl klepet, je pa relevantno.
Tedej je vprašala, v katerem letniku študija ste se odločili za izmenjavo, in Juri je rekel, da v prvem letniku podiplomskega študija. To je lahko vprašanje potem še za Andraža, za Lenčo in Kristo. Jaz pa bom še eno vprašanje dodal v imenu študentov, ker vem, da jih to velikokrat zanima. Kako pa ste si uredili prebivališče? Ja, to je v Belgiji je kar nočna mora. Gent je, tukaj pride na leto okoli 70,000 študentov in je res grozno, no. Tako da v bistvu iskanje prek Facebooka, česarkoli, kogarkoli najdeš. Jaz sem na koncu pisala vsakemu, ki je imel garažo za oddati. Res, pač v domove tukaj ne prideš, oziroma je zelo težko. So že v bistvu kar zasedeni. Tako da, pa veliko je, to te tudi upozorijo na fakulteti že predhodno, da je ogromno nekih skemov in podobnih stvari. Vsako leto se zgodi, da študentje plačajo depozit, ki je vedno okoli 1000 evrov. Se pravi, jaz sem tudi za svoje stanovanje plačala čez 1000 evrov depozita, prav to moraš biti našparan. In potem se zgodi, da pridajo v Gent in ta hiša ne obstaja. Tako da to je tukaj kar nevarnost. Ja, jaz imam, pardon. Ne, si že začela. Da. No, jaz sem pa tako tudi zanimivo izkušnjo, no, kar se tega tiče. Jaz sem tudi iskala, mislim, smo najprej s Kristo skupaj iskala eno stanovanje, tako da bi pač skupaj bile. Potem je pa Krista dobila ta studio, v katerem je ta lastnica rekla, da bi rajši, da je samo ena oseba, tako da sem pa tle jaz pisala v dom, oziroma se prijavila v dom, so mi odgovorili konec januarja, da sem prišla noter, ampak da se lahko vselim šele sredi februarja, ker ga prenavljajo. Tako da jaz bi se mogla vseliti 16. to je včeraj, in pa potem enega 10. 13. sporočili, da v bistvu se ne moram vseliti še do 1. marca, ker niso še dela končana in pač za našo varnost in tako. Tako da zdaj jaz se v soboto selim v nek student budget hotel, ki so ga nam predlagali strani faksa, in bom tam 10 dni in potem upajmo se vselim v dom, bomo videli, ne. Tako da ja, to je pa moja izkušnja. No, ja bi pa povedal še svojo iz Finske. Zdaj, to so kar slabe izkušnje, no, podobne sem tudi zasledil recimo iz Španije, da so imeli konkretno iz Madrida. Zdaj, na Finskem je bilo pa to čisto drugače. Oni so imeli to že pol leta prej, so vprašali vse, ki so se prijavili, koliko budžeta imajo, in pa so uredili glede na to, smo napisali tudi iz katere države so, tako da so preverili kot standard in so nam potem na podlagi tega tudi ponudili stanovanja in smo si nekako jih lahko tudi zbrali po oddaljenosti od fakultete, ko jih je bilo več. In na koncu sem plačeval 300 evrov na mesec, je bila garsonjera za svojo kopalnico in skupno kuhinjo v študentskem kot domu. In je bilo super, ker prej sem že omenil, da smo z Erasmovci bili vsi nekako pod isto streho, tako da nas je bilo na koncu tam 200, ko smo imeli podobno zgodbo, podobne interese in je bilo res ena taka dobra izkušnja, no? Ker mene tudi osebno me najbolj zmeraj skrbi bivanje. Tako da je odvisno od destinacije do destinacije. Se pa velja prej pozanimati, ker pa recimo za Nemčijo pa vem, da stremijo k temu, da Erasmovce razselijo, ker se bojijo divjih dobav. Andraž, tvoja študentska problematika, stanovanjska problematika? Ja, moja je tudi čisto svojevrstna, no, pač v mojem bohemskem stilu iskanja stanovanja je prišlo do tega, da isti dan, ko sem imel zvečer let v Belgijo, sem enemu pisal na Facebooku za stanovanje in začutil, da ko sem stopil na letalo, stanovanja še nisem imel.
Tako da, ko sem prišel v Belgijo, sem šel prvo noč spat k nekemu neznancu preko couchsurfinga. To sem že uporabil prej, za kakšne izlete v druge države. Ampak je bilo realno zelo zanimiva izkušnja. Je bil nek, če se ne motim, Iračan, ki je zdaj nekaj let živel v Belgiji in je imel prostor, kjer sem lahko spal na jogiju. In zjutraj je pripravil nek tradicionalen čaj, ki ga pije vsako jutro, in sem probal čaj, bil zelo zanimiv čaj, in potem sva se razšla. In naslednji dan, naslednjo noč, sem imel še srečo, da sem imel posteljo pri kolegici, s katero sem tudi šel, in sem čez dan iskal stanovanje in dejansko sem ga dobil v istem dnevu. Kar pa naslednji dan nisem ujel tega stanodajalca, sem ostal potem še eno dodatno noč pri prijateljici, pa sem pa prišel do tega stanovanja. In je bilo zelo poceni, ker je pač ni bilo preko pogodbe, je bilo na črno. Ampak sem imel pa srečo. Je res to, da je treba zaradi števila študentov dosti prej se prijaviti, pol leta prej, ampak je pa ta ista problematika, ki jo je že omenila. Sigurnost je oporečna, ne moreš biti siguren, dokler ne prideš kaj. Zato je dobro biti, če se že pol leta ali pa kaj takega prej dogovarja, da si res prepričan, da imaš nek dokaz, da se pogovarjaš, magar preko telefona, preko interneta z osebo, da ti mogoče kaj razkaže, da imaš neko zagotovilo neke vrste. Hvala za to zgodbo. Najbrž se veliko zanimivih stvari zgodi na Erasmusu, to mislim, da ni treba posebej poudariti, ker smo že zdaj slišali par res zanimivih cvetk. Predlagam pa zdaj, da se oglasite še ostali, ki ste tukaj na Zoomu, ali preko četa, ali da se javite in pokažete in da daste kakšno vprašanje našim 4 Erasmuscem. Medtem pa, ko čakamo vprašanje, verjamem, da kdo tipka zdaj. Andraž, lahko poveš, kako dobiš znanca v Gentu, kako dobiš prijatelja v Gentu? Ja, dejansko samih Belgijcev sem zelo malo poznal. Zaradi tega, ker enostavno, ko si v krogu Erasmus, ki pride v drugo državo, je zelo odprt, kar mora biti. So neke izjeme, ampak je kar čudaško, da si Erasmus, pa se ne nočeš pogovarjati z drugimi, se družiti in tako naprej. In vsi Erasmusi isto delujejo, zato po naravi se pač z Erasmusi spoznaš. Ogromno sem teh spoznal, Belgijcev pa bolj malo. V Gentu je tudi vredno omeniti, kot to obštudijsko življenje je zelo razvito. Erasmus program, specifično v Gentu, sploh če govorimo za Belgijo. Recimo v Bruslu sem se pogovarjal, že niso imeli to razvito. Vsak teden smo imeli razne dogodke, od družabnih iger, karaok, teh klasičnih stvari, tudi ne vem, recimo, da smo spoznali mesto, smo imeli v prvem tednu treasure hunting po celem mestu, s kanuji smo se po kanalih peljali, šli smo na izlet v Bruselj, bilo je zelo živahno. In kot Erasmus, preko takih dogodkov ni problem. Res moraš pa, kot sam znam biti tudi malce introvertiran, zaprt, če se ne odločam prav družiti z ljudmi. In tam sem se odločil, da ne bom tak, da bom čim bolj odprt in se mi zdi, da se to res obrestovalo. Zavedal sem se, da ta prijateljstva Erasmuska so malo, da sem to poimenoval hiperprijateljstva, ki so naenkrat ustvarjena in so zelo čarobna, zelo intenzivna, na isti način zna pa tudi umreti. Zato je dobro najti med vsemi temi ogromnim številom ljudi, ki jih spoznaš, nekatere ljudi, ki bi se dejansko še z njimi družil, ne samo zato, da se družiš, ampak ker res uživaš v tem, ker sem spoznal par Italijanov, Španko, Poljaka, ki smo ostali še zmeraj smo v kontaktu. Še naslednja leta sem bil v Bologni na obisku in tudi drugod in
je, kot je Jurij rekel, čudovita izkušnja, no. Že zaradi samih teh stvari. A si kakšnega tudi Slovenca dodal- srečal, Andraž? Si kakšnega Slovenca srečal v Gentu? Sem srečo, ja. In sem mislil, čist prvi teden smo se dobili na Taroku, ker kaj dela Slovenc drugega, kot igra Tarok. Je bila skupina 7 Slovencev, noben ni bil iz iste smeri, večinoma so bili inženirji v bistvu, pa ena pravnica. Ampak nekako se nisem ujel toliko z njimi, oziroma me ni privlačilo, da bi se še naprej družil. Smo se videli na teh... Jaz sem imel bolj v mislih, kot je obiskal 40 pevcev, ne? To se pa ti považi, ki si organiziral. Ne. Lahko samo povem to, da če poznate koga na izmenjavi, je to fino tudi zato, ker ga lahko obiščete, vam nekako bolj interno pokaže tako državo kot mesto, vas vodi okrog, tako da moram pohvaliti, no, Andraža se je zelo lepo organiziral, nas je peljal po celem mestu, potem se nam je pridružil še naprej po Belgiji, pridružil se nam je tudi v Luksemburgu, za katerega je mislil, da je mesto in ni vedel, da je država in je bil pol to en problem. A je res, Andraž? Mogoče. Ja, no, pa tudi Jurij, ne, tudi njega smo obiskali na Finskem in ja, vsi se zelo potrudijo, no, če jih potem kdo tudi obišče na Erasmusu. Oprosti, Jurij, sem te prekinil prej. Sem napisal v chat, da ne pokvarim miselnega toka. No, ampak vseeno lahko pa poveš, kako si ti dobil frende. V omenjeni skupni kuhinji, pa v savni. Ljudje se združijo, če so nagi ali pa če so lačni, tako da priporočam takšno mesto. Dobro, jaz bi mogoče še prebral, kar se dogaja v klepetu, če bo kdo gledal po videu, ker je kar nekaj zanimivih vprašanj. In sicer Anja je vprašala, kako je z izrednimi študenti, če si morajo sami plačati izmenjavo. Marjana odgovarja, da ne, da velja enako kot za redne študente. Potem je pa Tjaša še vprašala, kako pa je za letalsko karto. In Jurij je odgovoril, da letalsko karto pa financirajo študentje sami. In potem še sprašuje pa Anja, koliko študentov se v prvem letniku že odloči za izmenjavo. To še moramo odgovoriti, koliko vem, nekaj dosti, ampak ne vem. Potem pa je še vprašanje od Ajde Bajec. Torej, če imaš v tem času, ko greš na izmenjavo prakso, jo izvajaš tam, če se tako dogovoriš? To pa mogoče lahko Marjana. Ja, če imajo študenti prakso pri nas upisano v indeks, se lahko zmenijo potem tudi, da se jim to prizna, če opravljajo prakso v tujini. Tako da je možno. Zdaj, glede teh, če odgovorim še na to vprašanje glede letalske karte, vi dejansko dobite samo eno finančno pomoč in to krijete, s tem krijete vse stroške, kakršnekoli stroške, ne vključeno tudi letalska karta, če želite, ali pa pač bivanje, karkoli. Sicer, kot smo že ugotovili, ta znesek ni tako visok, tako da ponavadi rabite še nekaj svojih sredstev. Je pa pri recimo kakšnem drugem razpisu, kot sem prej omenjala, recimo za Erasmus K107, tam pa je recimo ločeno, imate finančno pomoč za bivanje v tujini in posebej pa dobite še za potne stroške, v tem primeru recimo za letalsko karto. Ampak ko govorimo zdaj za Erasmus K103, tega recimo ni, no. Tako. Kaj smo še imeli? Imeli smo še, koliko študentov se v prvem letniku odloči za prakso, mislim, da nekaj dosti. Je pa tudi tako, no, ena stvar, o kateri pa lahko tako malo razmišljate, je to, pomislite, če imate slučajno na urniku v enem letniku ful veliko specialnih didaktik, je verjetnost, da se vam bo manj stvari lahko priznalo, ne? Tako da mislim, da je to sploh, če se ne motim, no, ne me zdaj tukaj za besedo držati, ampak mislim, da je to sploh pri razrednem pouku tako, da bi pravzaprav na nek način bilo boljše, če bi čim prej šli na izmenjavo, ker čim prej imate bolj splošne predmete. Velja to malo pogledati, ni pa nič narobe, če bi šli na izmenjavo že prej.
Jaz bi dodala tukaj, ne? Glede na to, ko se prijavi, mora že imeti status, to pomeni, da recimo to ne pride poštev za tiste, recimo, ki so zdaj v prvem letniku, ne? Do diplomskega študija. Če pa govorimo po diplomskem študiju, pa ja, lahko grejo že v prvem letniku, ne? Tako. In še nekaj bi poudarila, prej nismo omenili, sicer je možnost tudi, da se gre na izmenjavo kot mladi diplomant, to pomeni, ja, ampak samo na prakso, ne? To pomeni, da imate še eno leto po zaključku študija čas, da greste na Erasmus izmenjavo upravljati prakso. Tako, še to mogoče ni bilo prej poudarjeno. Ok, še imamo prvo vprašanje in sicer Ivano sprašuje, se da mogoče med absolventom v tujini izvajati prostovoljno delo, ki bi ti ga fakulteta kasneje priznala kot praktično usposabljanje? Mislim, da to ne. To ne. Potem Gaja pravi tole, države so enake, bodi si za razredni pouk kot za predšolsko vzgojo, ali ne? Ja, mislim, da to, koliko vem, ni diferencirano, da vse pride v poštev za vse. Ja. Bi dopolnila. Ker imate seznam teh institucij, s katerimi sodelujemo, to je priloga k razpisu, je točno definirano, katere študente sprejmejo na izmenjavo, ali so to samo dodiplomski študenti, ali so podiplomski, ali so eni in drugi, tako da ali velja tudi za doktorske ali ne. Tako da tam si lahko pogledate, no. Sicer večinoma je za vse, ampak imamo tudi nekaj izjemno, tako da to si pogledajte. Ja, hvala. Tako. Dobro, mogoče bom jaz res spet Laurencu še prepustil besedo. Pa po mojem bomo pa tudi počasi sklenili, kaj pravite? Tako je, ja, jaz bi mogoče za vse, najprej za Jurija, ki mora odhiteti v službo, potem pa še za Andraža in konec koncev tudi za Lenčo pa za Kristo, vprašal za konec, kaj je bila tista najboljša stvar, ki se ti je zgodila na Erasmusu, kaj ne boš nikoli oziroma ne boste nikoli pozabili? Občutka, da zmorem. Da sem lahko samozadosten, da si lahko uredim udobno življenje in spoznam prijatelje v neki tuji državi, kjer nikogar drugega ne poznam. Zelo modro, hvala lepa. Andraž? Prepuščam dekletom še besedo, da se spomnim. No, hvala lepa. Zdaj, mi dve res nisva tukaj tako dolgo, da bi lahko zelo neko stvar izpostavlja. Jaz bi mogoče tu, da smo se kot razred, mislim, zelo hitro smo se povezali med sabo določeni ljudje, mislim, tako, smo kar družbe ratali, že v prvem tednu, no, tako da mogoče jaz bi to izpostavila. Ja, jaz pa mogoče to, da me že zdaj muči, da moram junija domov. Ker ne bi šla. Hvala lepa, Andraž, ja. Ja, ne vem, dejansko se ne spomnim ene stvari, ni problem, da se ne bi nobene, ampak ogromno jih je bilo, ne vem pa, katera bi bila ena, ampak ja, ogromno, lahko bi naštel 100 let. Vse je splošno, čeprav so bile tudi kakšne ogromno, so bile neke negativne izkušnje ali pa izzivi, ampak mogoče na tak način, kot je Jurij rekel, ravno to, ko dobiš izziv, pa si primoran, ker si sam, ker mogoče v trenutek nimaš nobenega drugega ali pa nimaš nečesa drugega, s čimer bi enostavno odpravil težavo, moraš dejansko prebroditi nekaj in v življenju v končni fazi je to tisti največje notranje potešenje, ki ga lahko dobiš. Ja. Precej osebnostno zarasteš, ne? Tako. Ok. V redu, če je še kakšno vprašanje, lahko zdaj na brzino, drugače Tomaž ali pa Marjana, mogoče imata vidva še kaj za pripomniti, mogoče kakšno vprašanje še zdaj, še zadnji poziv za vse. Jaz vidim samo še eno vprašanje, ki sprašujejo približno, koliko denarja je potrebno imeti našparanega poleg finančne pomoči. To je odvisno od države, ne? Tako da težko zdaj postavimo neko okvirno ceno, tudi od vaših, bi rekli, življenjskih navad, kako varčni ste, ne? Tako.
Mogoče študenti povejo kaj z lastne izkušnje. Jaz bi mogoče to povedala, mi dobimo približno 470 na mesec, če se ne motim. No, in moj dom stane 450 na mesec, tako da meni tale Erasmus finančna pomoč lik dom pokrije. Tako da ja, po moje ziher še enkrat toliko, kakor dobiš iz te finančne pomoči, ne škod pa, da imaš še kaj več, zato ker da ni treba gledati na vsak evro, no, da lahko recimo greš na ogled sosednjega mesta ali pa si lahko privoščiš, recimo, da greš ven s prijatelji. Poleg tega je tudi ogromno nekih začetnih stroškov. Zdaj tukaj zvezkov ne boste nesli, jih je treba kupiti. Recimo depozit za kolo moraš imeti. Jaz moram plačati za moje stanovanje, je po belgijskem zakonu, moram zavarovanje pokriti. Potem so seveda pač še ostali stroški, mesečna karta recimo za tram in avtobus, če jo vzamete. Tako da res nekih začetnih stroškov poleg hrane je ogromno, tako da ne vem. Ja, in teh stroškov pač ti noben prej ne pove, oziroma ti za njih ne veš in si jih ne moreš šteti v ta budžet, tako da na to je fajn pomisliti, no, da imaš na začetku res ena par teh stroškov, ki jih ne predvidiš. No. Še eno vprašanje imamo v klepetu. Kristina, preden ste izbrali državo oziroma fakulteto, ste podrobno pregledali predmetnik in ga primerjali s koprskim faksom, ali ste najprej izbrali državo in niste natančneje pregledali? Jaz osebno sem najprej izbrala državo, šele potem sem gledala predmetnik, kar je bila mogoče, ne napaka, ampak tako bi bilo pametno tudi prej malo predmetnik pogledati. Ampak se mi zdi, da tudi sam ne veš, kam točno se obrniti. Naša ta spletna stran je malo tako zasnovana in opisov predmetov gor je samo tako zelo površinsko. Recimo imamo en predmet o poučevanju jezika v zgodnjih letih otroštva in piše zraven pač angleščina v smislu in je tam napisano, kako ti angleščina otroke učiš. Ampak ko smo prišli pa v razred, je pa rekli, da temu ne bo čisto tako, da pač to je na splošno, ampak da pač je predmet v angleščini in zato se predmetu tako reče. Tako da ni čisto dobro bilo opisano. Mislim, jaz sem zbirala po drugačnem, mislim po neki drugi logiki. Jaz delam pač razredni pouk z angleščino in je bil moj fokus, da pridem v državo, kjer pač bo nek standard angleščine. Zdaj, skozi to debato ste videli, da s tem mogoče nisem jih zadela, ali pač enako se tukaj pač ogromno naučim. Tako da nisem želela iti recimo Španija, Portugalska. Skandinavske države so se mi zdele mogoče malo predrage. Tako da v bistvu je bila to neka umestna, hitra odločitev, ampak jaz ne bi spreminjala svoje tako. Bi še jaz tukaj nekaj dodala. In sicer, da ni nujno, da ima to institucija zdaj že objavljene predmete, ki jih bo izvajala za Erasmus študente v naslednjem študentskem letu. Je fajn malo pogledati, da dobite neko, bi rekli, vsaj okvirno oceno, nek vtis, ampak se zna potem to spremeniti. Tako. Marjana, še vprašanje iz četa, ali je mogoče opraviti izmenjavo izven držav Evrope? Ne. Ta razpis je dejansko namenjen samo tem državam, ki smo jih omenili na začetku. Tako jaz mislim, da smo odgovorili na vsa vprašanja. Jaz bi se lepo zahvalil Juriju, Lenči, Kristi in Andražu, da ste si vzeli čas in povedali svojo izkušnjo. Tudi hvala Marjani za vse informacije in napotke. Hvala tudi Tomažu za izbrane uvodne besede in tudi vam, da ste si vzeli čas. In videl sem že v chatu, da smo nekatere že navdušili za Erasmus izmenjave, tako da kot ste videli iz izkušenj, to je vse dobro, tu si Erasmus izmenjava
je nekaj dobrega v življenju. Evropska unija je tu dobro zrihtala, ne? Tako da s temi besedami bi mogoče zaključil. Edino, Tomaž, če bi še vi naredili kakšno misel, s katerim bodo poslušalci odpotovali v svoje domove. Ja, hvala tebi, seveda, Laurenc, hvala Matiji tudi, pa Marjani, vsem, ki ste prišli, in zelo me veseli, da sem po dolgem času spet videl Andraža in Jurija, super sta, Kristjan in Lenča pa bom še bolj spoznal, ko se vrneta. Pojdite na izmenjave, tudi če ne greste zdaj na Erasmus, pa pojdite kdaj pozneje. Jaz sem šel res v ZDA, v Ameriko, tam je bila ena čisto druga zgodba. Definitivno je tako, vidite, da smo se po mojem kar prekrivali vsi, ki smo na te izmenjave šli, v mnenju, da je to pomembna življenjska stvar. Tako, lepo bodite in se vidimo na fakulteti. Čau, čau. Adijo. Hvala, adijo. Hvala, nasvidenje. Miha je šel. Odlično, okej. Evo, kar mogoče